kakšen smisel ima hoditi na volitve, če na vsakih volitvah izbiramo iste ljudi, iste predstavnike, ki delajo iste stvari, se pravi v imenu denarja, kar pa ni najboljše za vse. Torej, to sem jaz razmišljal in ker poznamo rešitev, ki je najboljša za vse in se je reče Enakovredni Denarni Sistem, in ker jo bomo uvedli preko demokratičnih volitev, torej ljudje bojo lahko prišli na volišča in izvolili Enakovredni Denarni Sistem, zato je smiselno, da do takrat, dokler še te možnosti ni, da vseeno hodimo na volitve in naredimo naslednje. Torej, ko prijemo volit, ni važno, karkoli se že voli, pač za katerokoli stvar, vsekakor to ne bo stvar, ki je najboljša za vse. Torej, kaj naredimo? Prečrtamo vse možnosti, ki so podane in dodamo svojo možnost, se pravi, narišemo kvadratek recimo in dodamo Enakovredni denarni sistem, obkljukamo to možnost in s tem pač naredimo volilni listek neveljavn, ampak še vseeno pokažemo, da nam je, da podpiramo volitve kot take, kot sistem, ampak da ne podpiramo možnosti, ki niso najboljše za vse. Se pravi, tiste možnosti, ki so nam sedaj na voljo, vsekakor niso najboljše za vse, ampak vseeno, ker vemo, da bomo izvolili možnost, ki bo najboljša za vse, ko bo ta na voljo, in to je Enakovredni denarni sistem, takrat bomo pač uporabili volitve in zato volitve podpiramo in gremo na volitve in obkrožimo svojo možnost, se pravi, dodamo Enakovredni denarni sistem in tako nas sistem zabeleži, da smo prišli voliti, ampak smo naredili pač listek neveljavn. Zakaj? Zato, ker ni take možnosti, ki bi bila najboljša za vse. Ampak pokažemo tudi, da vemo, katera možnost je najboljša za vse, in to je Enakovredni denarni sistem, ki bo na voljo v naslednjih 10-15 letih po celem svetu in ga bomo lahko obkrožili in ga izvolili in takrat bomo res lahko dosegli spremembo, ki bo najboljša za vse in to na volitvah. Izjemno. To je to.